Dvom in strah. Mnogokrat, ko se želimo prepustiti lepim občutkom, ko bi radi občutili želeno in si tega želimo, se v nas samih pojavita dvom in strah. Prideta tako nepričakovano in ta strah zna biti tako hudo močan. In vse več pozornosti in fokusa bomo namenili temu strahu, vse večji in močnejši bo postajal. Morda ne vemo, kaj storiti v danem trenutku. Nas je strah. Nas skrbi, kako se bodo stvari odvile. Takrat le z brezpogojnim občutenjem želenega pustimo, da se stvari zložijo na svoje mesto, da se vse zgodi tako, kot se mora. Zaupajmo, da bomo dobili odgovore, da bomo dobili ideje, opazili napredek ter prepoznali želeno, ko se bo zgodilo. Vsi mi imamo sposobnost ustvarjanja od znotraj navzven. To je naša svoboda. Zato ni potrebno, da bi se bali strahu, ni potrebno, da bi dvomili. Le vadimo ter se učimo zaupati ter občutiti želeno vnaprej. Takoj pa, ko bomo občutili strah in dvom, takrat ozavestimo svoje misli ter jih le spremenimo ter zamenjajmo z dobrimi in lepimi, s takšnimi mislimi, ki nam bodo prinesle željeno. S takšnimi mislimi, da se bomo lahko osvobodili vsakršnega dvoma ter vsakršnega strahu. V tistem trenutku, ko nas je strah, ko nas nekaj skrbi, ko dvomimo, si preprosto le dovolimo občutiti ta dvom in strah. Ne dajemo mu prevelike pozornosti, le predihajmo ta dvom, predihajmo ta strah ter pustimo, da odide ta stran od nas. Vesolje prosimo za znak, da je želeno blizu, ter bodimo le pozorni, kaj se bo zgodilo. Tu gre za dokaz, ki ga preprosto ne moremo več zanikati. Ne obremenjujmo se, kako bomo to prepoznali. Preprosto bodimo le pozorni na drobne znake okoli nas, saj bodo ti znaki, ki jih bomo prepoznali, v nas vzbudili občutke miru ter občutke popolne jasnosti. Ko bomo enkrat z vsem svojim bitjem prepričani, da je želeno tik pred uresničitvijo, se ne bomo več obremenjevali. Dvom in strah se bosta popolnoma stopila in zgodilo se nam bo želeno.
Le dopustimo, zaupajmo, ter zgodilo se nam bo. Bodimo srečni že zdaj, v tem trenutku. Ne čakajmo na nekaj in šele, ko se bo zgodilo to in to. Brezpogojno občutimo želeno in naše misli se bodo avtomatično usmerile k temu, kar je najbolje za nas. Zato se ne bojmo in ne strašimo. Naj ljubezen zamenja strah. Oblijmo se z ljubeznijo, ki premaga prav vse. Začutimo hvaležnost za vse to. Hvala.